ponovno na drugi lokaciji, ponovno na plaži. Danes sem si zamislila, da pogledamo, kaj se skriva v moji torbi. Mislim, da je bila to tudi želja ene izmed vas, torej mojih sledilk, tako da bomo danes pogledali, kaj vse jaz vzemam s sabo na plažo. Če te zanima, kaj to je, glej video naprej. Prve 4 stvari, ki jih vedno vzamem s sabo na plažo, lahko vidiš že v kadru. Prvo je ležalnik, potem brisača, kopalke in očala. Torej 4 stvari, brez katerih ne grem na plažo in so vedno z mano. Potem k temu seveda paše še panke, rozaste, z mano že drugo sezono, s takim zelenim dodatkom in tako rozasto mašnico. Mislim, da direkt pisane meni na kožo, idealne zame, tako da so z mano že drugo sezono. In gremo zdaj na tole mojo veliko, ogromno torbo. Je od znamke Klinik, kupila sem jo 3 ali 4 leta nazaj. Taka ogromna, prostorna, v takih poletnih barvah, tako da jo ne zamenjam in je kar z mano zdaj že nekaj časa. In prvo stvar, ko jo potegnem ven iz tele torbe, je seveda voda. Voda je ful pomembna, sploh zdaj poleti, ko je vroče, bi jo mogli spiti vsaj 2 ali 3 litre na dan. Pomembna je in za dehidracijo, za lepšo kožo in nasploh za boljše počutje, tako da punce veliko vode. Potem druga stvar, ki je z mano, je Kozmo. Kadar mi je dolg čas, kadar želim tako malo pauze od sončanja, se dam v eno senčko in malo preberem tale Kozmo. Tokrat so zraven tudi priložili eno darilce in sicer tole marmelado od Biobaze. Nisem je še testirala, bom pa jo sigurno, ker sem tudi slišala že kar tako dosti pozitivnih stvari o njej, ampak zdaj na testu Afrodita si lahko pogledate moj prejšnji video, ki sem ga objavila. Diši pa tako zelo lepo, prav po marmeladi. Bom testirala, pa če te zanima, kako se obnese, če je vredna nakupa, mi lahko pustiš komentar in lahko to storim za tebe. Kaj drugega na plaži je še bolj pomemben, kakor voda in seveda zaščita. Punce, sončne kreme so obvezne, ne spustiti tega. Jaz uporabljam tole od Sunkist, zaščita 20. Vsem pa pazim, da se ne sončam ob teh najhujših urah, se pravi med 11 in 4. Parkrat sem se res že tako fajn opekla, dobesedno, tako da punce, izogibite se sonca resno. Ta je kar tak v spreju, tako da se kar takole našpricam in razmažem. Posebej pa uporabljam kremo za obraz in sicer od znamke Afrodita. Tale pa je bolj visoka zaščita in sicer 30 faktor, torej za zaščititi svoj obraz. Potem v moji poletni torbi se skriva tudi marmelada, ki je obnorela Slovenijo, obnorela blogerke in ostale punce, torej za hitrejše pridobivanje rjave barve. Lahko si ogledaš tudi moj prejšnji video, v kateri sem tole marmelado primerjala z izdelkom Shine Brow. Če te zanima, kdo je zmagal, klikaj na prejšnji video. Naslednji izdelek, prav tako od znamke Afrodita, pa je namenjen za po sončenju. In sicer gre za jogurt za telo, ki je narejen 100% kokosovo vodo. Torej, da navlaži svojo kožo, tule tudi piše lahkotna formula, prijetno hladi, pomiri, ter koži po sončenju povrne izgubljeno vlago. Torej, da dodatno nahrani tvojo kožo in da to vlago, ko jo zgubiš in tako malo za pocrkljati kožo. Poleg svoje kože pa je pomembno, da zaščitimo tudi svoje lase. Jaz uporabljam tale Schwarzkopf Gliss Pure Hair Repair, torej da zaščita svoje lase pred soncem, pred to slano vodo. Tako deluje, sem da podrem tole kitko. Enostavno, ali ko prideš z vode, ali ne vem, po sončenju, takole našpricaš laske in jim daš to ustrezno zaščito in vlago. Še en kozmetični izdelek se skriva v moji torbici in sicer labela od znamke Melvita. Moja usta oziroma celotna koža je ful občutljiva, ne prenese glih preveč sonca in včasih dobim po ustih kar take pikice zaradi sonca, tako da je zelo pomemben, da posebej zaščitim tudi svoje ustnice. Kar nekaj časa sem iskala tak primeren izdelek, ki bi obvaroval tudi moja usta in našla tole Melvitino labelo iz divje vrtnice. Zagotavlja pa intenzivno vlaženje ustnic, zelo primerna pa je tudi za uporabo recimo pozimi. Mislim, da smo s kozmetičnimi izdelki zaključile. Z
z mano je taka ljubka majhna torbica, tukaj noter imam denar oziroma kune za sladoled, za kakšno pijačo. Pa potem vedno na plažo zelo rada vzamem kakšno sadje, torej malca, zdrava malca. Danes imam s sabo nektarino, eno breskvo, eno nektarino. Pa potem, kaj še? Aha, vedno so z mano ene dodatne kopalke, torej če gremo meskam na sprehod ali ne vem na pijačo, tole maram tega občutka mokrih kopalk na sebi in takrat se torej preoblečem v nove, sveže, suhe predvsem. Potem v moji torbi se skriva še ena torba, zato ker kadar grem recimo iz plaže, potem še malo po mestu, kam jest, zelo rada to veliko torbo zamenjam za tako manjšo, bolj priročno in tale se mi zdi idealna za poletje, dobila oziroma naročila sem jo v Avonovem katalogu, najdeš jo tam, daš jo takole čez rame, da te nič ne ovira in je torej zelo primerna za kakšne te večerne ali pa lahko tudi dnevne sprehode. Gremo dalje, tale torba se počasi oziroma se bliža k koncu. Z mano tudi ena pinceta za odpult kakšno dlačico, a ne, če slučajno opaziš. Pa potem še ena oblekica, tudi za zvečer oziroma po plaži. Veter piha, taka s takimi različnimi motivi, roza, rumena, modra. To bom oblekla pol, ko grem na sprehod. In še zadnja stvar je pa ena igra, ki jo zadnje čase ful rada igram, pa vam lahko tudi pokažem, kako deluje. Imam kar tukaj posebej tele elemente v vrečki, da se ne umaže, ker zapičaš tele stvari v zemljo. Zdaj, kako to deluje? Tule na teh, kako bi jih poimenovala, palčkah so različne številke in te številke predstavljajo točke. Tukaj piše 30, tukaj piše 50, 40, 10, pa še ena more biti. Ja, še ena rumena, 20. In to torej so točke, ki jih postaviš tako, zabijaš jih tako v zemljo in potem s telimi krogci moraš zadeti te palčke. Recimo rumena na rumeno in če zadeneš, dobiš valjda 20 točk, potem modra gre na modro, dobiš 40 točk in tako naprej. V glavnem igra, ki zelo rada igram ali na plaži, ali recimo potem v apartmaju in mi gre tako kar dobro, no. Tole torbo smo spraznili v celoti, edini pokrovček je noter od kreme. Tako da ja, to so stvari, ki jih vzamem s sabo na plažo, ki so z mano, da si krajšam dneve ali jih naredim bolj zabavne. Upam, da ti je bil tale video zanimiv. Če imaš tudi sama kakšno željo, da kaj posnamo, mogoče dokler sem še na morju, mi sporoč in do naslednjič en morski poljubček. Čau, čau!